Prvi povolilni sestanek peterice strank, ki so se uvrstile v parlament. Dopoldne so na povabilo predsednika Gibanja Svoboda Roberta Goloba sedli za skupno mizo. Toda koalicijske večine na presenečenje nekaterih niso iskali, pač pa so govorili o interventnih ukrepih o prihajajoči krizi. Predsednica države Nataša Pirc-Musar ob tem poziva, da mora država čim prej dobiti vlado s polnimi pooblastili. Kaja Kobetič. Prva uradna povolilna kava pri relativni zmagovalki volitev. Gostitelj premier Golob se je pred sestankom javil iz strankarskih prostorov. Danes imamo prvo srečanje vseh tistih strank, za katere verjamem, da bi se lahko povezali v širšo koalicijo, v dobesedno vlado narodne enotnosti, z enim samim razlogom. Prihajajo težki časi. Medtem ko je bila večina vabljenih pred sestankom zadržana in se kameram izognila, se je kot edini pred mikrofoni ustavil predsednik SD. Pred odhodom v 12. nadstropje pa razgrnil pričakovanja, ki pa niso bila ravno visoka. Verjetno bo teh pogovorov še veliko. Vlada, glede na razmere političnih strank, seveda bo težko se sestavlja, bo proces, ki bo nekaj časa trajal. Današnji sestanek sicer ni trajal dolgo, zaključili so ga v uri in pol. Smo bili prehitri. Pa so bili tudi učinkoviti. Pogovarjali smo se o tem, kje 5 strank, ki je sedelo za mizo, lahko najde skupen jezik. V spredju sta bili predvsem 2 temi. Prva, priprava interventnih ukrepov ob krizi, ki grozi na področju energetike in prehrane. Prihajajo v neko težji časi, ker bo potrebno verjetno pred sestavo nove vlade oziroma sigurno sprejemati interventno zakonodajo. Sem zadovoljen vsemi tistimi, ki so izrazili pripravljenost, da začnejo skupaj z vlado sodelovati pri pripravi teh ukrepov takoj. In druga točka, sistemski boj proti korupciji. Je bil na koncu sprejet sklep, da bomo začeli delati že pred vzpostavitvijo kakršnekoli vlade na tem, da bi naredili skupino za boj proti korupciji, ki bo sprejela sistemske spremembe. Generalno stališče o tem, da je to rdeča nit naslednjega mandata in pa kar se tiče dohodninskih razbremenitev. Toda zbrana peterica ob tem ni zagrizla v najočitnejše, a precej kislo jabolko. Kar se sestavljene vlade tiče, je prezgodaj. O iskanju 46 glasov na sestanku neuradno ni bilo ne duha, ne sluha, kar naj bi začudilo nekatere od strank, ki naj bi pogovor o sestavljanju koalicije želele načeti, da se na tem vprašanju kasneje ne bi spotaknili. A naj bi premier takšno pobudo zatrl v kali. Šlo je bolj za vsebino, ne za politiko. Prvo srečanje, kjer ni bilo še programskih izhodišč pred nami, tako da sem jasno povedal, da pričakujem neka programska izhodišča. Se pa je na pogoj demokratov in resnice, da v vlado z levico ne gredo, prvič odzval njen koordinator. Mislim, postavljajo mejo, hkrati pa sedijo za mizo. Država je lahko pred veliko politično krizo in tukaj razumemo svoj kos odgovornosti, da pomagamo iskati pot iz te krize. Opozicija je seveda možnost, če se vlada z levico ne sestavi. Naj nekdo čim prej najde 46 glasov, medtem sporoča predsednica države, ki predlaga prvega kandidata za mandatarja. Mednarodna situacija ni taka, da bi lahko imeli več mesecev prostega teka. V ponedeljek bo sicer predsednica iz oči v oči sedela s predsedniki vseh novo izvoljenih parlamentarnih strank. Nov krog pogovorov naj bi prihodnji teden organiziral tudi Golob, kamor pa bo neuradno povabil tudi NSI, ki je vabilo na današnje srečanje zavrnila.